Jaz gledam na vprašanje slovenske zunanje politike izrazito skozi evropski vidik. Mislim, da čim boljši bo naš status znotraj Evropske zveze, tem uspešnejša bo naša zunanja politika. Povsem drugačen, če stoji naša zunanja politika, odkar smo znotraj Evropske zveze, in odkar smo znotraj Evropske zveze, Evropska zveza ni več del naše zunanje politike, pač pa smo mi kot polnopravni člani odgovorni oziroma soodgovorni za evropsko zunanjo politiko. Dejstvo, ki ta čas najbolj izstopa, je evropska kriza, znotraj tega tudi kriza Slovenije, ki ni uspela najti pravih odgovorov na lastne razloge za krizo, ne govorimo o globalni krizi. Na evropski ravni je ogrožen evro, govori se tudi o ogroženosti Evropske zveze v celoti. Spomnil se bom dejstva, da je danes zgodaj zjutraj umrl Ante Marković, zadnji predsednik jugoslovanske vlade. Spomnim se ga zato, ker sem ga nekoč kot predsednik slovenske vlade prosil naj pripravi bilanco države. In je takrat Ante Marković rekel: Lojze, kako si so ti zamislijo? Je rekel: ova zemlja nema bilanco 70 godina, a ti je tražiš za 1 mesec. Skratka, o mrtvih vse dobro, govorimo o čistih računih. Problem Evropske zveze je, da so ista pravila igre različne države članice razumele drugače. Zato smo prišli tudi do tako globoke krize, ker preprosto pravila igre niso bila spoštovana. Zato tudi nima smisla na vrat na nos spreminjati pogodbo, če ta pogodba potem ne bo upoštevana. Dejstvo je, da Evropska zveza na tako krizo ni bila pripravljena, ni pripravljena tudi ne institucionalno. In zdaj moramo reševati 2 problema. Problem zadolženosti, ki se je že zgodila, problem raznih balonov. Vidite, da se stvar ni ustavila v Grčiji, da danes prosijo za podporo že na Madžarskem, da rabi Belgija 80 milijard, da se je zatresla boniteta Francije in tako naprej. Skratka, zadeva je zelo resna in danes je Evropa pred problemom čistih računov. Vidite tudi seveda, kaj se je zgodilo v Italiji. Torej, 2 problema zdaj treba rešiti. Problem tekoče zadolženosti, šibke rasti in nezaposlenosti. Hkrati pa je treba se pripraviti tudi institucionalno na to, da se podobni problemi v bodoče ne pojavijo. Tukaj zdaj prihaja do bistvenega vprašanja, s katerim je povezana tudi naša prihodnost. Kratkoročno moramo zadeve rešiti brez spremembe pogodbe, dolgoročno jo je treba spremeniti. In danes se govori o potrebi po politični uniji, gospodarski uniji, fiskalni uniji in govori se o potrebi o centralizaciji in poenotenju politik. Jaz mislim, da mora biti Slovenija, tako kot želi Nova Slovenija, pripravljena tudi na nove institucionalne spremembe, vendar ne tako, da se nova učinkovitost Evropske zveze dogaja na račun manjših držav članic. Danes vemo, da velike ali manjše države članice enim gre dobro, kljub krizi, drugim ne gre. Ni problem velikost države, problem je, kaj država dela. Jasno je, da treba urediti proračunsko disciplino, tudi proračunski nadzor, potrebno bo usklajevati gospodarsko, fiskalno in še kakšno politiko. Ne moramo imeti tako različnih socialnih sistemov, tako različnih pragov za upokojitev in tako naprej. Vendar mi smo prepričani, da se da do nove učinkovitosti in nove institucionalne ureditve priti tako, da ne bo prizadeta ta osnovna suverenost, s katero smo vstopili v Evropsko zvezo. Treba je najti poti za to učinkovitost, ne da bi to zdaj pomenilo neko centralizacijo, ki gre na škodo manjših držav. To mislim, da je to ključno izhodišče. Zdajle se očitno govori v Evropski zvezi o možnosti Evrope različnih hitrosti. Če že do tega pride, potem mora Slovenija narediti vse, da ostane v prvi skupini.
in jasno je, da je naša zunanja politika izrazito odvisna od tega, ali bomo izpeljali reforme ali ne. Ne bi ponavljal besed, ki sem jih v javnosti že rekel na temo donosnosti naših obveznic. Vi veste, da smo prišli na 7%, kar je naš položaj poslabšalo. Zdaj le trgi nekoliko mirujejo, čakajo na volitve. Po volitvah se bo začela nova odgovornost in seveda tudi nova možnost. Torej, naša zunanja politika bo šla skozi povrnitev ugleda in gospodarske moči, ki je Slovenija že imela. V to računam, da se bodo usmerili novi vodilni ljudje Slovenije. Če ne bomo povezali sil v to smer, potem seveda tudi ne bomo zunanje politično zanimivi za naše partnerje. K temu, kar je rekel gospod Longar, bi dodal, da nasplošno, da je za našo zunanjo politiko pomembno, da smo pozorni posebej do naših najmočnejših gospodarskih partnerjev in to brez, da bi računali a priori, da zato, ker smo največ izvažali v Nemčijo in v Italijo, da bo to trajalo v nedogled. Vmes se je marsikaj spremenilo, tudi tja ne bomo izvažali več toliko, kot smo, če ne bomo okrepili naše konkurenčnosti. K tradicionalnim partnerjem bi jaz tukaj posebej izpostavil pomen Rusije, ki išče novo partnerstvo z Evropsko zvezo, katere del smo, in tudi pomen Turčije. Turčija deluje v redu, je upravila reforme, ko je bilo to treba narediti, je danes partner v rasti in jaz mislim, da Slovenija ima številne neizkoriščene možnosti tako v razvoju gospodarskih odnosov z Rusijo kot s Turčijo. Turčijo bi še posebej poudaril, ker mislim, da se je ne lotevamo prav. Jaz vedno rečem, da bi morala biti naša prioriteta razvoj odnosov s tistimi državami oziroma tudi s tistimi državami, v katerih živijo naše manjšine oziroma naši zdomci. Že prej gospod Longar omenil vprašanje manjšinskega šolstva v Italiji, torej mi odklanjamo linearne ukrepe, utemeljene z varčevanjem, ker je slovensko šolstvo, standardi tega šolstva oziroma varstva tega šolstva so garantirani z mednarodnimi pogodbami, ki jih je Italija nasledila in tukaj mora biti slovenska zunanja politika zelo jasna. K temu, kar je bilo rečeno v Hrvaški, ne gre samo za bilateralo v splošnem pomenu besede, ampak gre za to, da Hrvaška in Slovenija znotraj arbitražnega sporazuma izkoristita klavzulo, ki govori o možnosti bilateralnega reševanja. Mi ne smemo tvegati kot dve sosednji državi, da bi prišlo do rešitve, ki bi lahko močno prizadela naše odnose v prihodnje. Skratka, treba se je izogniti možnosti nepravične rešitve. Glede tega so seveda slovenski nacionalni interesi jasni in jih bo Nova Slovenija, ko bo vladi, računam, da bo vladi, tudi branila. Še zadnja beseda k MZZ-ju. Jaz sem danes slišal, da se hiti s postopki, da bi razporedili večje število diplomatov tik pred zaključkom tega mandata. Jaz nisem bil nikoli pristaš tega, da spada k tekočim zadevam, da potem razporediš ljudi tik pred zdajce in postaviš novo vlado pred dejstva. Jaz sem tukaj za strogo spoštovanje zakona. Tam, kjer se je rok iztekel, je treba, oziroma tam je bilo treba začeti postopke za to, ne pa, da se ptice razporedijo po vejah ob zaključku mandata. Tega ne vidite v našem papirju, ampak jaz osebno dodajam svoje mnenje. Jaz sem za enotno diplomacijo. Jaz mislim, da ni dobro, da imamo posebej gospodarsko diplomacijo. Mislim, da bi z enotno diplomacijo lahko dosegali več. Torej, zaključim s tem, s čimer sem začel, oziroma če bi rekel, kaj je geslo te tiskovne konference, zame je slovenska zunanja politika se lahko uspešno odvija skozi uspešnost naših reform, zlasti na gospodarskem področju in skozi naš status znotraj Evropske zveze.
Če bi se zgodilo več hitrosti, želi Nova Slovenija, da je Slovenija del prve hitrosti.